Razočaranje je, ker v tem paketu praktično ni nič, to so redakcijski popravki prvega zakona. Kar se zares spreminja je, da bodo, in to je edina pohvala, ki jo lahko damo, da bodo starši samozaposleni zdaj upravičeni do temeljnega dohodka in da so ti zelo arbitrarno postavljene meje za upravičenost do temeljnega dohodka za samozaposlene spremenili, vse ostalo pa praktično ostaja isto. Kar so razširili je, da so na 3 milijarde, kolikor so s prejšnjim zakonom razdelili, dodali zdaj 11 milijonov, torej že po finančnem obsegu vidimo, da tukaj ne gre za nek velik paket, ampak gre v bistvu pač za to, kar sem rekel, za redakcijske popravke. Še skozi pa izostajajo iz tega zakona najemniki, kar nas posebej preseneča, ker je vlada tukaj sama rekla, da bo ukrepala tako najemniki poslovnih prostorov kot najemniki stanovanj. Ostali so lahko brez posla ali pa brez dohodkov in zdaj enim grozi izguba, ne vem, poslovnih prostorov, lokala, drugim izguba stanovanja. Izpadli so ven številni prekerni delavci, od agencijskih delavcev, ki še zmeraj lahko prejemajo samo 70% minimalne plače, do honorarnih delavcev, ki delajo na avtorskih, podjemnih in tako naprej pogodbah, ki ne bodo dobili nič. Potem upokojeni invalidi. Pri upokojencih je še vedno loterija, pač tisti, ki 701 evrov zasluži, ne bo dobil nobenega dodatka, tisti, ki 699 pa 130. Skratka, vse nepravičnosti iz prejšnjega zakona ostajajo, gre zgolj za redakcijske popravke in mi smo skratka razočarani, posebej zato, ker smo v opoziciji se res potrudili, napisali nešteto amandmajev, skupaj podali redakcijo na željo vlade, tako da vlada res ne more reči, da ni naših pozivov slišala oziroma da ni bilo zelo jasno povedano, kje v tem zakonu obstajajo luknje.